Ustvarjajmo skupaj, naj druži nas veselje in smeh, topla misel in modri nasvet. Ustvarjamo skupaj. Lepo je, ko ustvarjamo, še lepše je, ko ustvarjamo skupaj. Drage dame in gospodje, poslušalke in poslušalci, en lep pozdrav v oddaji Ustvarjamo skupaj. Tokrat sem v oddajo povabila Darka Kočevarja. Darko je vodja kulturno-umetniškega društva Zlata skledica, ki ima sedež v Črnomlju, pri njemu doma. No in danes nam bo Darko predstavil tako delovanje društva, njihove člane, skratka, kaj je njihovo poslanstvo. Naj povem tudi, da sva z Darkom že večkrat skupaj sodelovala. Za začetek pa ga bom seveda lepo pozdravila. Darko, pozdravljen. Pozdravljena, Erika. V čast mi je, da sem v tvoji oddaji. Ko se kaj počutiš tukaj v studiu Mistik, tukaj je kup enih mikrofonov, mešalka. V redu, čudovito. Lep sončen prostor, čudovit zimski dan. Skratka, mistično. Darko, torej omenila sem že Zlato skledico. Gre za kulturno-umetniško društvo, ki je nastalo kdaj pravzaprav? To društvo je nastalo leta 2013. Ime si je izmislila moja žena Breda, ker ima rada pravljice in to je v bistvu obstaja ena zbirka pravljic, ki ima naslov Zlate skledice. In ena izmed teh pravljic je tudi s tem naslovom in je zelo lepa, tako da ker pač skledica pomeni, da v skledico gre lahko marsikaj. Torej ste še relativno mlado društvo, ki je namenjeno predvsem čemu? Animaciji otrok, kot si povedal, imate tudi ogromno pravljic, tudi glasbe. Dobro, mladi smo, ja, po tem, čeprav ustvarjamo, kot sama veš, verjetno že kar nekaj časa, sem v različnih zasedbah, v različnih zgodbah, no in pač ker se v življenju vedno odpirajo določene stvari, ene se zaprejo, druge se odprejo, je pač slučajnost prinesla to, da smo ustanovili določena skupina ljudi. To društvo s tem naslovom in s tem namenom delamo pa marsikaj, ne, od pravljic, glasbe, risanja, lutke, vse je možno. Zato je pa skledica tako prijetna zadeva, ker kot če se spomnite pravljice o Mojci po Krculji, ker je v tisti lonec lahko marsikaj. In pač nekaj gre ven, nekaj pride noter, upam samo, da ne bodo črepinje na koncu ostale iz tega. Zagotovo ne, če bo tisto, kar boste dajali v lonec sveže, ne, potem mislim, da ne bo problema. Sicer pa, Darko, mogoče poveva za začetek nekaj več o članih društva. Kot si že omenil, poleg tebe je seveda tukaj glava društva tudi tvoja žena, verjetno? Ja, Breda je aktivna že skozi, ker pač se nima niti izbire poleg mene v končni fazi, ne. Potem je tu noter še mlada pevka Lea Plut, ki je v bistvu tudi eden izmed tistih ljudi, ki ti dajo neko posebno energijo in svojim petjem in svojo osebnostjo, čeprav je še mlada punca, ampak zelo lepo sodelujemo že kar nekaj časa. Potem je tu še Tomislav Urh, ki igra kitaro v našem društvu oziroma v Svežem sadju, o katerem bomo še mogoče kasneje kaj rekli. Potem je tu še Peter Ruginič, ker v bistvu delujemo pa na ta način, ne. Imamo glasbeno-gledališki del. Breda in Petra sta tisti del, ki animirata, pripovedujeta zgodbo, zapakirata naše pesmi v eno zgodbo, da je bolj zanimiva. Tako nam, kot tudi gledalcem ali pa poslušalcem, ki nas pač pridejo poslušati ali gledati. No, tu pa tam pa se vam pridruži tudi še kakšen glasbenik. Kot si že omenil, Sveže sadje. Gre za glasbeno skupino, ki deluje v okviru KUD-a Zlata skledica. Imeli ste tudi že več nastopov, v glavnem verjetno v Beli krajini. Ja, to se je v bistvu začelo, če gremo od začetka. Takrat, ko sva midva z Lejo Plutovo se prijavila na festival otroške popevke Brinjevka in najprej smo imeli predizbor oziroma smo poslali pesmico Iskrice v očeh v Ljubljano na en natečaj.
potem so nas zbrali med 17-18 final teh, ki so pač zbrani, in potem smo imeli predizbor v Piranu za finalni večer v Sežani. No in že tam je bilo čudovito, potem smo bili pa zbrani v Kosovo dom v Sežani na glavni večer, kjer je bila pesmica izvedena celo z Big Bandom Kras. Zvenela je čudovito, ker je pač svojo pesmico slišati v orkestru, je to nekaj čudovitega. No in takrat sva midva z Lejo začela najprej v knjižnici sama 2-5, pa še takrat je bil z nami Mladen Babič, ki je tudi z mano dosti sodeloval. No in iz tega potem smo iskali neko zasedbo, ki bi pač to petje za otroke in tudi za odrasle malo razširili. In so se počasi začeli glasbeniki dodajati zraven. Najprej je prišel zraven Tom Urh na kitari, pa Petra Roginič, potem smo delali Črnfest 2013, pa smo našli Anžeta Skaljo, ki je prevzel kajon, in pa še mladi virtuoz na vseh inštrumentih z strunami Marko Simčič, ki so nam takrat pomagali, no in iz tega je potem nastalo nekaj svežega in mi smo rekli, da bomo kar ostali Sveže sadje. Moram vprašati, od kje ime Sveže sadje? Sveže sadje je pa tak. Ko smo mi delali CD, kam so vse igračke šle, smo stali tam pred studijom in razmišljali, kaj za vraga bi bili, ne. In je mimo prišel en tehnik od Radia Krke, ker nas je rekel, da nas bo dal za pesem tedna. Se koliko vem, je bila Erikina pesmica tudi že enkrat na Radio Krki, pesem tedna. No in nam je rekel, kdo pa ste vi, mislim, kaj pa ste, ker je v studiu bil, pa je poslušal pesmice in rekel, da so krasne, ne. Bila je zima kot zdaj, zimski dan, in pesmica Zima se je vrtela na tem in pravi moj prijatelj Zore, kaj smo? Sadje. Je v redu, sadje, okej. Pa suho sadje? Ne. Mislim, kakšno? Neko sadje moramo biti, ker sadje lepo zveni. Pa smo pa rekli suho, nismo, posušeno še manj. Zdaj pa, ker je že zdrava hrana in vse te stvari, to je zdaj trend, ne, sveže sadje je nam takoj zazvenilo lepo in smo rekli Sveže sadje. In zdaj smo ostali Sveže sadje, čeprav v drugi zasedbi. Mislim, da je to tako originalno ime, da ga ne najdeš v Sloveniji, sigurno ne. Gledam pa tukaj v roki držim CD, ki si ga že omenil, kam so vse igračke šle. Sem mislila, da je mogoče tudi kakšen naslov Sveže sadje, kakšna pesem s tem naslovom pa ni, ne. No, kakorkoli, zanima me, kakšne pesmi igrate v skupini, oziroma tudi te pesmi, ki so na tem CD-ju, gre za tvoje avtorske pesmi vse? Ja, zdaj, pesmi so vse avtorske, ja. To je delo mojih 30 let na tem področju, neki tu, neki ene, vse ene so stare. Zdaj, Sveže sadje, pesmice s tem naslovom ni, je pa naslov pesmice ene Špajza. Vse bomo lahko mogoče potem slišali, ker Špajza me nekako najbolj, kako bi rekel, mene otroci poznajo še danes po Špajzi, ne. Ker to je bila prva pesmica, ki si jo naredil in dobesedno se cele generacije še zdaj spomnijo. In v tej Špajzi noter so paradajzi, so limone, so pomaranče, je krompir in dobesedno je ta pesmica v bistvu govori o sadju, no, in o miksanju in o, bi rekel, en tak otroški blues. In to je ta pesmica, ki je bila prva. No, potem jo bomo pa kar v oddaji Ustvarjamo skupaj zavrteli, pa da slišimo. Torej iz CD-ja, ki ima naslov Kam so vse igračke šle, avtor je Darko Kočevar, skupaj s skupino je posnel tale CD, mi pa bomo slišali torej pesem, ki je 6. po vrsti, Špajza. Špajzi med paradajzi je bananin svet. Mlad krompirček lonca se boji. Pomaranča rdeče se smeji. Vsi živijo v velikem strahu, ko začne se kuhanje. V oklepaju to pomeni mučenje.
Kajti kuhanje je kruta stvar, vendar to ljudem ni mar. Kuhajo, pečejo, režejo in metejo, tako da so postali fruktal džus. Kuhajo, pečejo, režejo in metejo, tako da so postali fruktal džus. Tam v špajzi med paradajzi je bananin svet. Limona kisla, sladkorček si želi. Limonada zdravje nam krepi. V špajzi zdaj so zbrani vsi, da se hrano spremeni. Zdi se, da bo to pasiranje. A pasiranje je kruta stvar, vendar to ljudem ni mar. Vitamini, proteini, to smo mi, dobra juha, to smo vsi. Vitamini, proteini, to smo mi, dobra juha, to smo vsi. Torej Špajza, Darka Kočevarja iz CD-ja Kam so vse igračke šle, spet sva nazaj. Darko, imate vse to v Špajzi, kar si zapel, kar je bilo zapeto v pesmi? Ja, v glavnem imamo, v glavnem je to, ne, vse teh pesmi je pa nastalo, bi rekel, kar naprej nastajajo nove, ker ko imaš enkrat to zgodbo v sebi, oziroma to, tako rekel, zdaj slučajnosti so ali pa niso, ne. Mi smo delali pred 4 leti en musical z naslovom Polni luni in v tem musiclu so nastopale vse te pesmi in so bile zapakirane v zgodbo. Se veste, kaj Luna počne iz ljudi in iz vseh stvari, tako da smo potem rabili, da ne bi pele punce v živo, posnetke. No, in s mojim prijateljem iz gimnazijskih let, Zorko Tomažem, pa z mojim prijateljem Francijem Ravincem smo v bistvu potem v Brežicah pa v teh posavskih krajih, ker so to vse izvrstni glasbeniki, naredili najprej te demo posnetke kot za predstavo. Ampak ker je predstava bila tako lepa in so bile pesmice vsem tako všeč, smo jih potem posneli še studijsko, bi rekel, še boljši varianti. Vsi inštrumenti so v živo odigrani, zapeti in zraven so pomagali poleg Leje Plut, pa njenega brata Gašperja še Martina Mravinec, pa Tadeja Molan iz Krškega in skratka Zoretov band, bi rekel, so Diha, so glavni njegovi člani zraven in je to izpadlo zelo v redu. No. Sicer pa, Darko, si ti avtor, kot sva že rekla, vseh teh pesmi. Večinoma pišeš pesmi za otroke. Odkje je ta navdih? Ti sicer delaš tudi v osnovni šoli v Gribljah, verjetno je tudi to okolje tako, ki te navdihuje na tak način, da pišeš pač za otroke, ampak nastajajo, oziroma so že nastale tudi pesmi za odrasle. Kaj te najbolj navdihuje? Dobra glasba, sej v končni fazi, kot bi rekel moj prijatelj Peter Ambrožič, te pesmi niti niso tako strašansko za otroke, ne. Te pesmi so za vse. Sej mi, ko smo nastopali s to predstavo Luno, so se zabavali poleg otrok, ki so ponavadi otroke pripeljejo babice ali pa mame ali pa očetje jih pripeljejo na predstave in smo mi opazili, da se poleg otroškega dela zabave dogaja še zabava na drugem koncu, ne. Da so odrasli prihajali iz vseh predstav nasmejani ven, ne. To smo prav opazili na določenih predstavah, da ko so noter, se vemo, kako odrasli funkcioniramo, sitni, nataknjeni,
po službi prideš, otrok teži, gremo na predstavo, pa se ti ne da, ne, in ni včasih tistega lepega občutka, ne. Ko so odhajali pa iz predstave po 45 minutah, tam nekje, koliko časa to traja, ne, smo pa videli, da imajo vsi nasmejane obraze, se pravi, da je glasba naredila svoje, tako za otroke kot za odrasle. Te pesmice ene pa govorijo o bolj otroških zadevah, ene o univerzalnih, ampak mislim, da če bi jih malo zapakirali določene pesmi drugače, da bi bile, da so od 3 do 99, no. Saj smo vsi malo po malo otroci celo življenje, ne? Kakorkoli pogledaš. Si pa že omenil kolega Petra, Kud zlata skledica se širi, ne? In pred kratkim se je razširila še z enim članom novim, pa tudi še z mojo malenkostjo se počasi širi. Midva sva se spoznala na kavarniškem večeru, to je bilo lansko leto, ne, 2014, mislim, da je bil februar ali januar, nekako tako. In takrat sva naredila tudi en skupen večer, kjer je Darko predstavil svoja dela, pa tudi pravljico Bredino smo slišali takrat. Skratka, verjetno so dobrodošli v društvu vsi, ki si želijo ustvarjati glasbo, ki so spontani, ki so naravni. Kaj je v bistvu srž vašega društva? Je pa to, kar si ti v bistvu zdaj že povedala, pa bomo začeli s Petrom, potem bomo pa nadaljevali s tabo. Ko iščeš stvari, da bi te pesmi in vse to, kar ustvarjaš, lepo zvenelo, pač mi, ki nismo bili tako strašno glasbene šole obiskovali, pa smo bolj glasbeniki po duši in še po čem, ti je prijetno srečati ljudi, ki znajo, najprej nekaj znajo, potem imajo pa še, bi rekel, feeling za te stvari, no, in tako smo prišli skupaj recimo z Markotom Simčičem, z basistom, potem isti primer je bil z Anžetom. No, in ker moja žena Breda Petra še bolj pozna preko knjižnice, pa preko raznih teh zadev, pa smo se parkrat tudi s Petrom, ki je srečali, in smo se pogovarjali, da on odlično igra harmoniko in še kakšen drug inštrument, če bi on tudi prišel kdaj kaj zraven. In Peter je rekel, seveda z veseljem, ne, in potem je pač tisti dan D je bil lansko leto Metlika, teden kulture na placu, malo tik pred našim črnomaljskim Črnfestom, no, in takrat je Peter prvič z nami zaigral harmoniko in je to tako lepo zvenelo, ker harmoniko si vsi predstavljamo kot malo v enem drugem kontekstu, v našem je pa zvenela prav šansonsko in je bila, bi rekel, res popestritev za zvočno sliko svežega sadja. In ker pa sveže sadje deluje na ta princip, da bolj smo sveži, boljši smo z velikim veseljem ostali skupaj in nadaljujemo zgodbo kar naprej, ne. Klavirska harmonika res lepo zveni, ja, se strinjam. Pa ne Peter, da samo obvlada klavirsko harmoniko, še ima inštrumentov na zalogi. Od orglic, klaviature in tako naprej, ne. Kitara, ja, da ne pozabim. S Petrom sem povezana tudi sama na svoj način, kar bom povedala malo kasneje. Skratka, mi smo se pa srečali, kot smo rekli, ne, že lansko leto in od takrat smo že parkrat sodelovali. Meni je bilo v veliko veselje, ker je to nekako tudi del moje vizije, tako delo z otroci, povezano z glasbo. Upam, da je ta stvar obojestranska. To je nadaljevanje zdaj te zgodbe. Jaz sem malo razmišljal o tem, kdaj sem jaz Eriko Kralj prvič slišal oziroma kdaj sem prvič začutil to njeno pozitivno energijo. In vem, zdaj mi je vse jasno. Spomnim se, ko je imela Erika Kralj svoj angelski koncert v Svetem duhu, že kar mogoče 2 leti nazaj, jaz točno ne vem datuma. Vem pa, da je moja žena Breda takrat bila na tem koncertu v Cerkvici Svetega duha in je prišla domov vsa navdušena, kako to dekle lepo poje. Ker pa Eriko dela tudi kavarniške večere, sem jaz 2-krat prišel tudi na te kavarniške večere in to je nekaj res čudovitega, lepega, kar se v Črnomlju dogaja. No, in ideja da idejo, smo enkrat potem z Eriko začeli po Facebooku komunicirati za ideje za kavarniški večer in pa sem bil jaz tista ideja, ne. Sem pa rekel že kot to niso v življenju slučajnosti, izgledajo, kot da so, pa v bistvu niso, ne. In od takrat naprej smo z Eriko že na njenem koncertu bili gosti v Svetem duhu,
na nekih razstavah v Baričevi hiši, v Prelesju smo odlično sodelovali, bi rekel, kar na prvo žogo. Skratka, in zdaj Erika že kar nekje blizu nas, oziroma je že naša, ker kadarkoli je treba lepo petje imeti, takrat povabimo še Eriko zraven, ne. Tako, in z veseljem se vedno odzovem, tudi z Lejo Pluc sva že zapele krasne duete skupaj s tvojih pesmi. Mislim, da imamo na zalogi nekaj pesmi, ki smo jih že pele z Lejo. Pride dan, pa pesem Zakaj, Pravljice je tudi naslov eni od tvojih pesmi, ki je, kot vidim, tudi tukaj na tvojem CD-ju. Jaz pa bom zdaj zavrtela Lejno izvedbo iz vašega koncerta, torej samo za vas. Pravljice v oddaji Ustvarjamo skupaj. Vse pravljice so stare in začnejo se tako, nekoč nekje za 7 gorami, nekoč nekje je živel kralj, imela princeske sta 3 in grad in graščino in skrivnostne kleti. Vse pravljice so stare in začnejo se tako, nekoč nekje za 7 gorami, 12 sneženih možev je bilo, ki peli so tako. Janko in Metka, čarovnica in Pehta, Trnulčica, Sneguljčica, Pepelka. Vsi pravljični junaki tukaj so, vsi pravljični junaki tukaj so. Vse pravljice so stare in začnejo se tako, nekoč nekje za 7 gorami, 12 sneženih možev je bilo, ki peli so tako. Janko in Metka, čarovnica in Pehta, Trnulčica, Sneguljčica, Pepelka. Vsi pravljični junaki tukaj so, vsi pravljični junaki tukaj so, vsi pravljični junaki tukaj so. Torej pravljice. Vse pravljice so stare in začnejo se tako. Meni je strašno všeč ta pesmica, upam, da je bila tudi vam. Smo v oddaji Ustvarjamo skupaj, z mano je Darko Kočevar, vodja KUD-a Zlata skledica, ki je nastal, bom rekla, kar nedolgo nazaj, ampak se zelo lepo razvija z novimi člani, z glasbeno skupino Sveže sadje, gledališkimi predstavami za otroke. Skratka, še in še, pa verjamem, Darko, da imaš še ogromno idej na zalogi, v to ne dvomim. Midva pa bova zdaj spregovorila tudi še malo o najinem sodelovanju. Kot sem povedala že v začetku današnje oddaje, je lepo, ko človek ustvarja, če ustvarja sam, še lepše pa je, če ustvarjamo skupaj. Torej, če ustvarjamo skupino oziroma, da se združimo taki ljudje, ki imamo podobno miselnost, ki plujemo v isto smer, ki imamo podoben cilj, podobno vizijo. In mi smo pred kratkim ustanovili skupaj z Darkom Kočevarjem in pa Petrom Ambrožičem, ki ga je Darko že omenil, skupino, ki sem jo jaz poimenovala kar skupina Mistik. Moram povedati zgodbo. Približno, ne vem, pol leta nazaj se mi je začela po glavi nekako motati ali pa nekako skakati po glavi ta misel, ne? Trio Mistik. Zakaj Trio Mistik? Nikoli mi prej ni prišel ta izraz na misel. In sem rekla, dobro, bom pustila, če se mi bo še naprej vrtelo to v glavi, očitno to nekaj pomeni. No, in po pol leta, ko se mi je ta misel Tria Mistik mi je še vedno rojila po mislih, sem rekla, zdaj je pa stvar resna, ne? Očitno je čas za novo skupino. Meni je sicer super biti na odru tudi sama s kitaro, ampak sem vedela, da me čaka še ta korak in sem ga tudi storila. In izbrala sem 2 mistika. Skupina Mistik je torej nastala.
In danes smo imeli tudi vaje pri meni doma, pa nam je kar dobro šlo, ne, Darko? Ja, odlično nam gre, ne, ker sej Erika je že rekla, lepo je nastopati sam, si v bistvu tudi pisanje pesmi, pisanje zgodb, česarkoli je v bistvu osamljeno delo, ker se moraš usesti ali zvečer ali pač v tisti uri, ko tebi najbolj paše in narediti sam, drugače sploh v bistvu ne gre. Ampak včasih je sam malo in rabiš, se opravičujem, rabiš malo bi rekel, pozitivne energije in ko zadeve zazvenijo še v drugi preobleki, takrat je sploh to nekaj lepega, ker vsi vemo, kako Erika lepo poje in pač, da te stvari ovlada. Je lepo slišati njene in moje pesmi v preobleki, ko so res vrhunsko zapete, če so pa še odigrane na inštrumente, različne. Kot sem že prej omenil harmoniko, mi zdaj malo tudi eksperimentiramo z inštrumentom, ki se mu reče ukulele in z raznimi temi zadevami, ki so drugačne. Tako da en poseben zvok nastaja in to prav lepo zveni. Kaj se bo še z tega scimlo, bomo pa videli. Vaditi je treba, ne? Da človek postane mojster v tem in nam to kar dobro gre. Zdaj se pripravljamo tudi na en večji dogodek, upam, da nam bo uspelo. Mogoče na kratko predstavim, tudi Peter je doma iz Črnomlja, bil je tudi včasih član skupine Na sončni strani. Mi pa bomo v glavnem imeli na repertoarju avtorske pesmi, ne, tako moje kot tudi Darkove, pa tudi Peter ima nekaj na zalogi, pa tudi 60., 70., recimo Joan Baez je meni tudi pri srcu, Blowing in the Wind je recimo ena od pesmi, ki jo pridno že vadimo. Skratka, jaz upam, da nas boste obiskali na kakšnem koncertu. Sicer pa bova, Darko, midva mogoče počasi že zaključila tale pogovor. Vedno rada zaključim s kakšnim sporočilom, pa povej našim poslušalcem, kaj jim svetuješ glede ustvarjanja. Ja, to, kar je naslov tvoje oddaje, ustvarjamo skupaj, ustvarjamo sami, ustvarjamo kadarkoli, kjerkoli, ker v bistvu to nas drži po konci. Poleg vseh stvari, ki se dogajajo takšne in drugačne, na koncu ostane samo tisto, kar narediš, oziroma tisto, kar bi rekel, ne samo da narediš, ampak kar rečeš oziroma kar imaš, da potem to pač najde pot med ljudi. Ker v končni fazi ljudje delamo za ljudi in da nam je lepše v tem življenju, ki velikokrat ni prijetno in so pač takšne in drugačne zgodbe. Če pa si v vsej tej zgodbi narediš, da ti je še lepo zraven in da je ena taka pozitivna energija prisotna, je to samo, bi rekel, super. Ni druge možnosti, kot da ne bi. Je pa tudi tako, kot vidim pri Eriki, pri sebi, pri vseh teh. Zato se sorodne duše tudi najdemo, verjetno. Ne. To, kar imaš v sebi, to moraš dati ven, na kakršenkoli način. Ne. Nekako ne moreš držati v sebi in organizacija je pa pač tisti del zgodbe, ki je treba pač ustvariti. Zdaj, ena je Zlata skledica, v kateri smo rekli, da je lahko marsikaj. Eno je Mistik, kjer pač tudi bi rekel, bom še Eriko pa prav, pa bom rekel Erika Kralj in skupina Mistik, ker se ve pač, kdo je frontman skupine. In skratka, to je sporočilo. Ne? Sporočilo pomeni, da dajmo se v tem času, ko smo skupaj, lepo imeti. Lepo, Darko, hvala lepa za tvoje besede, za tvoj obisk v studiu Mistik. Jaz želim vso srečo, tako kot Zlata skledica, in tudi nam držim pesti, da nam uspe to, kar smo si zadali. Za konec oddaje ustvarjamo skupaj, pa bomo slišali še eno pesem, ki je meni tudi zelo pri srcu. To je tvoja pesem, avtorska pesem z naslovom Iskrice v očeh. Mogoče še na kratko nekaj o tej pesmi? Ja, ta je tudi ena izmed prvih. Ne. V bistvu je nastala pa takrat, ko je bila vojna za Slovenijo, to se pravi, da že kar nekaj let nazaj, ko so bili pri nas begunci, ker nima pesmica, bi rekel, nekega tako otroškega besedila, ampak v bistvu ima besedilo, ki je malo bolj za poslušati. Gre pa o tem, da pač nazadnje naj ostanejo v vseh ljudeh
da se jim iskrice prižgajo v očeh, ne glede na vso situacijo, ki je. In pač, kaj ćem še reči, to je to. Včasih recikliraš pesmi, no to, kar bi še rad povedal, vi jo boste slišali tukaj v tej verziji, ki je pač posneta. Škoda, da jo niste slišali v verziji, ko so jo pele Erika Kralj, Martina Mravinec, Leja Plut in Simona Plut, ko so jo res zapele, da ti se koža ježi. Ampak vse imamo ideje snemati, imamo ideje posnet, ampak vse ob svojem času. Torej samo za vas, hvala, ker ste bili z nami v oddaji Ustvarjamo skupaj. Iskrice v očeh avtorja Darka Kočevarja, mi pa se slišimo spet v naslednji oddaji. Srečno! Ustvarjajmo skupaj, naj druži nas veselje in smeh, topla misel in modri nasvet. Ustvarjamo skupaj.